Pa mi pa nekdo pokaže na cesti, kaj on vidi kot sodobnega moškega in ti v oprijetih hlačkah, ki kažejo gleženčke ven. Če bi enega fanta iz vasi vprašala, kaj si mislil o enemu moškemu mestnemu, ki ima te ozke hlače, pa Armani, pa to bi rekel, taj peder. Želiš, da je malo gozdarja, želiš, da je princ na belem konju, želiš, da je, tvoj psihoterapeut, vse v enemu. Ampak to je zelo težko. Jaz vem, kakšen ga ne bi. No, dej. See-through majčki v loaferkah, v prekratkih hlačah, ki pije kakao. Hvala lepa. Tisti dnevi v mesecu. Evo nas, spet smo nazaj in danes S katerim navdušenjem to govori. Ful sem navdušena, danes je z nami, se jo boš ti opisala, čak. Jaz rečem za njo, da je majka žena kraljica. Jaz ne vem, kako bi drugač Isto zate jaz rečem. opisala. Sam da še malo bolj žleht, kaj jaz. Ena in edina Jana Morel, naša sodelovka. Hvala, da ste me povabili. Ste super veseljem. punca, če lahko zdaj vam povem še enkrat tako, za pred kamero. Ful dobro delate, lepo je, da govorite odkrito, vsem in to mi je všeč. Da je tako brez dlake na jeziku. Top. In to danes pričakujemo tudi od tebe. Ja, se ne dvomim, ja. Ampak imamo ful eno dobro tako zadevico, ful predstavimo vedno gosta. Zdaj jaz sem rekla majka žena kraljica, tako da Lara. Zakaj moram jaz vedno predstavljati? Prejšnji teden je prišel, kaj je sodelovci in ga moram jaz predstavljati. Ja, bom, no, v glavnem. O Jani lahko govorim sam lepe stvari, v bistvu, razen da pač nima tako dobrega okusa za musko. Isto se čuvam. Ne, jaz sem strinjam z Jano in moj okus je z Jano. Drugače se pa spreminja. super ženska, odkrita, ful fajn se pogovarja z njo. Se mi zdi, da ima ful podobne poglede na pač različne stvari, se pravim, razen na musko. Še tipi se mi zdi, so nam tako dosti podobno všeč. ko rečemo, jaz bi tega, jaz bi tudi. Ja, kaj res je. Pa tako moja zaščitnica v studiu, bom tako rekla. Ja. No. Rekla ste, da imate podoben okus za moške, tako da dajmo danes to debatico načeti, pa ne o vajinem okusu za moške, ampak ful je bilo enih komentarjev na Threadsih, na Facebooku o sodobnih moških. Tako da, Barbie, welcome back. Ja, hvala lepa. V bolniških, Ja, porodniških, dopustih ali kjerkoli že zbla. Tako je biti spet v družbi. No. Najboljši. Tako da, dajmo mečkano obdelati naše fante, današnje moške, fantke. Karkoli. Fantke? Ne vem, moške. Dajmo reči sodobni moški in dajmo reči moški. In Jana, če ti nekdo reče sodobni moški, kaj ti pade na pamet najprej, kako jih danes vidiš? Pa ne vem, a začnemo z zunanjostjo, pa gremo pol na karakter, ali boš vse malo pomešala? Kaj jaz vem? A veš, da je res težko. Jaz sem tako malo razmišljala, o tem si konec koncev se ful o tem govori, ne. Po eni strani ti grejo na živce, ker mogoče niso taki, ki bi želela, da so. Po drugi strani se ti smilijo, ker konec koncev me preveč pričakujemo od njih, ne. Ti želiš moškega vse. Želiš, da je malo gozdarja, želiš, da je princ na belem konju, želiš, da je, tvoj psihoterapeut, vse v enemu. Ampak to je zelo težko, ne. Ti si lahko načeloma, ajde, neki si, ne moreš biti pa vse. In še v danem trenutku moraš biti točno tisto, kar hoče ona tebe, ne. Po drugi strani so se po mojem malo zgubili, ne. Se ne vejo točno, kaj bi mogli biti, se mi zdi, no. Da se malo preveč pričakuje tudi od njih. A veš, kaj mislim? Ja, se bomo mečkam bolj podrobno razdelali. Ampak, če začnemo malo bolj shallow, pa gremo pol na malo bolj deep. Kako danes gledajo? Če jih malo primerjamo, mislim pa dobro, ne moramo vseh v isti koš metati. Ja, pa ne, sej so si različni, ampak tako neka ta večina, mislim, ker meni, ko nekdo reče sodobni moški, v moji glavi je to nekaj pozitivnega, ne? Pa mi pa nekdo pokaže na cesti, kaj on vidi kot sodobnega moškega in ti v oprijetih hlačkah, ki kažejo gleženčke ven in tako je meni tako Moč vedeti, da marsikjermu sodobnemu moškemu isto to pač. No, ampak outfit. Kako se danes, kaj vidite, kje opazimo razliko, Barbie, ajde ti? Ja, točno to, kar si tudi ti rekla, ne, pač ti uprijete, vse uprijeto, vse, tudi majice so uprijete, da se vidi, ne, se vidi razkoš, six-pack in to sem jaz najprej opazila, ne, da je vse tako metroseksualci so ratali, ne. Zelo veliko časa preživijo v kopalnici, se gledajo, če so na fitnessih se gledajo. Ja, delajo selfije, mislim,
tako dela selfije, snemajo se, pač radice pokažejo. No. Ne zdaj vsi, ne govorim, da vsi, ampak veliko opažam tega, no, sploh na Instagramu. Tako recimo moški, ki drugače dobro zgleda, ampak potem pa pogledaš njegov profil in kaj vidiš, ne, njegov profil na Instagramu, samo selfie. To je tako. Pa nisem pričakovala tega od recimo enega tazga moškega, da bo tok samo všečen. Oziroma, mogoče ni samo všečen, mogoče pa glih ni, ne, mogoče pa išče to potrditev, zato so skozi te selfiji, ne. Mogoče so ne samo zavestni. Pa s tem iščejo pozornost. Ful bolj skrbijo zase. Ja, iščejo potrditev. Sicer to je plus, ampak ful bolj skrbijo zase, kot včasih. veš, ne? Ja, res je. Zelo hitro so pač oni dlje časa v kopalnici, kot pa ti. Bolj skrbijo, mislim, kaj dajo vase, kaj dajo nase. A veš, vsi imaš tudi že moške, ko uporabljajo make-up, ne? Ja, res je Točno to. puder. Pa... Ja. To sem zadnjič drugače slišala, da v Aziji, čistko fun fact, mislim, ne vem, če je fun, ampak fakt je, da v Aziji dejansko moški puder nosijo, ne vem, v kateri državi, puder in dejansko je simbolni, Koreja je, ne, Koreja, ja, po mojem, da je Koreja in da če pride na razgovor za službo, da ima dejansko ful več možnosti, ker to kaže na nivo urejenosti. In prav imajo kozmetiko, cela linija je moških pudrov, no, mislim, Pa tako. tam si čuden, če nimaš make-upa dejansko. Ja, No, vidiš. Fun fact, jaz sem si nekaj časa, ker nisem imela pudra, ker sem ga nehala v srednji šoli uporabljati tega tekočega in sem si nekaj časa pol, zdaj odkar sem z Jaketom sposojila puder od njega. Čakaj, samo ali jaka ima puder. Zaradi tega, ker morajo snemati kdaj kakšne videospote in en puder za cel band, a veš, in on ga ima. Wow. Pa Ta sem si od detajl je bil njega pomemben. sposojila. Sem za vsak dan maže, tudi on, Ne, ampak okej. Bog ne daj, ne. On je bil cel navdušen, ko je prišel, veš, v eno trgovino in bolj vprašal, ne, da je on pač rabi puder in pa so ga 4 tam pedenale in mu probavale odtenke in on je bil, Zanimivo. ker dejte, prodajte mi. Zanimiv pristop, ja. Tako da ja. No, kako jih pa ti drugače vidiš? Sodobne moške. Zdaj, tako kot si ti rekla, Barbie, se tudi recimo, če tako pogledaš tudi ženske, če greš na profil žensk na Instagramu, sam ona, ali pa tudi jaz na mojem profilu. Ampak se mi zdi, da to ni toliko v naravi specifično moškim. Se mi zdi, da prej, ko si moške vprašali, pa ne vem, če pogledaš mojega fotra ali pa ne vem, njegove kolege, pa tako, niso se oni tam toliko slikarali. On je imel tisto kamero, pa je sliko druge ljudi, pa svojo ženo 600-krat, ne, vsaj recimo, da se je bilo tako. Zdaj pa je to se malo res je. obrnilo, mogoče res, pa prej gleda na to, da je on si všeč, pa ga ne briga toliko, koliko je njegova punca na sliki zgleda, recimo, da sam da je on v redu zgledati. Ne vem, na tak način mogoče. Pa se inač ne rečem, se je šlo vse naprej in prav, da skrbijo bolj zase in da dajo več tudi na vides in tako, ampak ne vem, kakšne skrajnosti so pa bolj šle predalečno, da se kera ali bo to kremico si zdaj namazal po britju, ali si bo to ta drugo, ker mogoče bo una ta druga boljša, ker ne vem, ponovadi je bilo tako, da moški, če ima tisto eno kremo, je bilo za vse, za celo telo in to je to. Ja, če je bila. Ja, če je bila, ja. Moj fotor imel kakšno kremo, še zmeraj nima po mojem, tako da, Moj tudi ne. Ja. a veš. Lara, kako pa ti? Mečken mlajša generacija, vsem, kako Jaz bom vidiš tako te svoje? rekla, ful je odvisen od okolja, ker pač se družiš nekako. Ker jaz imam ful teh prijateljev, ki so bolj iz vasi in pač to so rešilni moški, tudi pač ne vem, so ful proti LGBTQ tradicionalni, To, tako, a veš, na razmišljanje, tak ja. način, oblačijo se tako, poznam. ker so se pač Ja, okej, že prej. normalno. Ja. Ok, poznam pa pač, se mi zdi, da so bolj, zdaj bom mogoče malo nesramno izpadla, ampak bolj mestni fantje, tisti, ki nosijo prijete hlače, pa se fotkajo. Recimo, ne vem, moj Peter, pač njemu to sploh ne dogaja. Pa pač je pa je star 23 let in ne dogaja mu ne Instagram, ne TikTok, da bi se izpostavljal, ne ta moda moških, ki je pač te dni. Tako da iskreno težko rečem, ampak se pa strinjam, da so mogoče nekateri ratali malo poženščeni. Se mi pa zdi, da smo tukaj tudi ženske pač malo krive, da pač so taki. Točno to, Jana. Ja. Vprašanje. Ženske smo ratale enakovredne moškim. Ne v vseh vezah, ne v vseh družbah, ampak recimo, Se ful izboljšuje ta izboljšuje se situacija, stanje. ja, Ne? ja. A smo jih s tem potisnili v kot? Ali pa v kot, ali pa ne vem, a so zgubili neko svojo funkcijo. Včasih je bilo tako, da je pač moški bil tisti, ki je večinoma nosil denar domov, ne vedno, ampak recimo, da je bilo tako. Danes smo jim pa kar enakovredne v smislu, mislim, razen po surovi moči, tle se ne moramo z njimi primerjati, ampak enakovredne in da v bistvu so se malo zgubili. Niti ne vejo več, mislim, takrat se je vedlo, ti imaš to, zdaj bom ful po domače povedala, ženska je bila za štedilnikom, skrbela je za družino, pa ne pravim, da je to prav, a ne. On je bil, ne vem,
sploh na kmetiji ali pa zunaj. On je v gozdu drva napravljal, skrbel je za kmetijo, prav tako vedlo se je, ata je bil tisti, ki je po mizi udaril in tudi otroci se ga bal, mama je bila tista, ki je stiskala to lažla in skrbela. Danes je pa tako malo in pol niti ne vejo več, kaj bi, ali kako ti vidiš. Pa kako imaš izkušnjo? Čisto odvisno je v bistvu seveda od ženske, po moje, koliko ona dopusti, koliko ima to potrebo, da je ona, bom rekla, glavna, ali pa da je on glavni, naprej ta odnos, ne. Se mi pa zdi, da pismo več včasih mogoče rata kar nezavedno. Sploh ta denar v hišo, oziroma funkcija, ko imaš recimo v službi. Se mi zdi, da če je, ne vem, dvoma, mogoče, kaj jaz vem, recimo, da je direktorca, ne, ženska in da je njen moški, recimo, da je nek šofer, pa nočem zdaj, a veš, da so neki poklici manj vredni ali kakorkoli, ampak z vidika tega, koliko do denarja prinese. Mogoče se on pa že avtomatsko počuti, da je malo manj in pa se že začne to v obnašanju kazati, ne vem. Recimo, pri meni, jaz sem mogoče dobila malo tega občutka, ker sem recimo, da sem jaz v prejšnjih vezah, recimo, da sem prinesla malo več denarja, da je bilo pol tako vse bolj name predano, veš, a se boš ti to zrihtala, veš, na ta način, ne. In potem se je že kar avtomatsko se počutiš, pa nočeš, ampak se mi zdi, da kar ti rešiš stvar na konc, ne. Ker veš, da moreš in si ti prevzela to neko moško energijo. Ja, pa mi ni bilo kul, da se razume. Meni je kul, da sva enakovredna. Nočem, da je on pred mano. Mi tako pač smo, če smo v equal družbi. Enkrat je drugo, odvisno od situacije. Mi je pa všeč pismo, da ima moškega. To mi je pa kul, ta moški vibe. Ja. To mi je pa ful dobro. Mogoče tudi zaradi tega, ker je bil pač ajde moj oče tak, tisto mi je fajn, da nekdo zna poštimati stvari doma, da ni za vsako stvar, to pa ne znam, to pa nimam pojma, a veš, tako. Hkrati pa to, da me razume in da me vpraša, kako sem, da mi pomaga tlele, a veš, da te se zna objeti, pogovarjamo, da začuti un moment. Ena moja kolegica je zanč rekla, da je, ker nima fanta, mislim, stara je, ne vem, 3 leta je mlajša od mene, nima fanta, ne more najti fanta. Mislim, ne more najti, pač mogoče ima previsoka merila, ampak ne, ona je rekla eno stvar, da ona si želi točno to, kar je Jana rekla, tipa, ki bo se znal pogovarjati, se pravi, da ne bo mačistično tele, se upravičujem izrazu, ampak pač da se znal pogovarjati, da bo znal za delo prijet, da ne bo pač živi v stanovanju v mestu, ni zdaj to, ne, pač, da bo znal posodo pomiti, zložiti v stroj, kaj oprat, ampak po drugi strani, da pa rabi občutek varnosti. In da ona vse moške zdaj, ki spoznava, pač niti, ne da je dec v smislu, da udari po mizi, pa da je, ne vem, neko nasilje, pa agresija, pa neki, ampak star je, da ko prideš, tudi me punce rabimo nekoga, ki se lahko stisnemo, pa da vemo, da bo vse okej, ta feeling. In tega ni. Ali so prva skrajnost, ko so ali so pa pač, pa se prilagajajo, pa mogoče ženska, tako kot Jana rekla, da je močnejša, prevzame in gre nazaj in pa pusti, pa bo sama zrihtala. Veš, tako pač kar umaknejo se in pa je vse to na njih, ne. Ja, ker na koncu tudi laže pa, če si ti rekla, pa ti si predlagala. A veš, ne? Pa veliko je tudi teh maminih sinkotov, ne? Ja. Ampak to je pa tudi zato, ker valjda, recimo, ko je vzgoja, ne, se oče malo umakne, mama prevzame vlogo, ne, ona je glavna, ona bo potolažila. Sina moj, oče ga ne zna, oče se umakne in potem ta otrok odrašča samo z mamo, mama je, potem on te nepredelane frustracije in potem on to namesto, da bi ženo predeloval, on to z mamo. On skozi se čuti mami neki dolžena, ne, in zato, ker... Ali pa z nobenim, ne? Ja, ne, ampak... V vsakem primeru ostane nepredelan. Ja, in tudi dostakrat je to, da recimo se moški, čim se problem pojavi, moški takoj pobegne, ker ne zna sploh predelovati težave. Tega pa fulja. To samo gre stran, ne. Pomest pod preprogo. Ja, tako, težava se pojavi v vezi, on gre, ne. Namesto da to se sooča s tem, ne. Se mi zdi, pa se mu itak ponavljajo ene in iste stvari v naslednji zvezi, ker ni predelal sam pri sebi, nosi to s seboj naprej, ker za moškega, da pa gre recimo na neko terapijo ali pa neki, to pa pol ni več dec. Ne, ni več dec. To je problem. To pa sam pusti. Kam mi bojo si nora, Še pa imaš počas problem, zaradi tega, ker mislijo to, da če se nekomu izpovejo, pa da rabaš vsak mu razlagati svojih težav, ampak recimo saj svoji partnerki oziroma res dobremu prijatelju, je to za njih karuno, ne, pa če jaz ne smem kazati čustev. Imam par prijateljev, ki so ne, sem dec, ne bom jokal, ne bom tok, samo tako, ja. Kaj pa je pač to narobe, če se zjokaš, pač se se ne da zdaj skozi jokaš, ampak da pač se izpoveš vsak rab, da to me skrbi, to me teži, ker včasih že sam, da poveš na glas, pa da ti sam pri sebi pozavestiš neke stvari, ki jih na glas izrečeš, ki formiraš stavek, ti lahko marsikdaj rata marsikaj jasno. Sploh pa, če to predeluješ itak svojo partnerko, ki je glavna v tej vajni celici, da pač te pozna in da skupaj rasteta in gresta naprej, pol pač ne vidim razloga, zakaj ne. Sodobni moški se mi pa zdi, da je to, da se bolj odpirajo.
čustveno, komunikacijsko, skratka, da več govorijo o sebi, več se pogovarjajo s tabo v primerjavi, bom rekla, znaš mi fotri. Sigurno. Tle pa se vidi ta razlika, kar je ful velik plus. Ja, to pa je res. Ja. Mi smo naučili, mogoče so bile prej ženske navajene ali pa naučene popuščati, pa požreti kakšne stvari. Mi smo zdaj se naučili, da moramo za kakšne stvari zahtevati, kar nam pripada in je prav, da dobimo neke stvari od moških. Moški so se pa naučili po drugi strani, tej sodobni moški, nam prilagajati na ta način, da se nam odpirajo, da nam dajo to, kar rabimo, ampak hkrati pa moramo pol imeti tudi spodbujati njih, ne zdaj samo v tem smislu, dajte biti bolj ženstveni, ne vem, ženstveni v tem smislu, da dajte se odpreti, da lahko uporabljate kakšno kremo za obraz, ne vem, da to ni nič manj dec, ampak da tudi spodbuješ na drug način, po drugi strani, da pa ostane tisti dec, da ko prije domov, da tudi če jaz vem, da lahko jaz tisti kozarec kumart samo odprem, da mu nesem, a mi lahko odpreš, kaj veš, njemu pa to pol da nekaj, on se počuti zdaj. Ali lahko to zrihtaš, ker ti to znaš? Točno tako. Ja, se je ful majh napora, pa mizo ful pomaga. sama premaknila pol doma, ne, lahko mi pomagaš, jaz to ne morem, ne. Da mu daš ta občutek moškosti, ne. Pa ne samo občutek, ampak dejansko paše, ne, sploh ne vem, mi 3 smo mami, a ne, in imaš pač v enem delu, sploh v prvih letih je ful na tebi. Je ful na tebi. Pa stari točno to, če prijem že tam do hladilnika, pa nisem jedla že 2 uri, ko sem otroka, une kumare odpri sam od sebe, ne, ni fora, da ne morem, tako kot se rekla, ne morem, ampak tako, ne, a veš, da jaz to trabim, da me nekdo malo pocrkla, tako kot sem jaz, mislim, pač vse to je ta razlika. Eno prej, ko si Jana oziroma Barbie, ko ste rekle na moške, včeraj sem brala na Trecih, se je ena debata ful raznela glih okoli teh moških, je eno je, kako partnerke postopamo do njih, bomo to še mečkan danes v vezah, druga je pa starši, ne. In je napisala ena bejba, ki je ful dobro povzela, problem je, da ženske, se pravi, da starši je napisala, ampak večinoma mame, vzgajajo svoje moške fantke, svoje moške otroke, da so cel life sinovi in ne možje nekim ženskam. Pač zavijajo jih v vatah in potem je druga napisala, da do 20 leta je na eni zizi od mame in potem pride v vezo in išče ta drugo. Ja, res je. Jaz imam eno prijateljico, ki njen brat ne zna si kosa kruha odrezati. To je to. Sem slišala že take zgodbe. Ne vem, kaj je star, pač, ali pa dobro, mogoče kos kruha, ja, ampak kave si ne zna skuhati, pač to je tako. Ja. Ampak spet, ampak tle smo pa ženske krive. Pač mami, mislim, jaz. Ja, ženske smo krive, vse smo ženske, Prevzamemo vso to vzgojo, a veš, mi ga bomo zaščitili, mi bomo to, a ne. Pa mi ga bomo vzgajale, pa foter mora iti stran. In pol je doskrat foter tisti, ki bi mogel udariti po mizi. Seveda si rabi očetovsko to. To, ne, udar po mizi in pol mama da pizdi še unga, ki je tako grob, neki, a veš, tako, in ful jih dajajo na stran, pa se čudiš, da je tip, nedozorel je cel life. Ali pa tako recimo, da imaš v družini, ne vem, družina pa imajo hčerko in sina. In potem hčerka je recimo 3 leta mlajša, sin starejši. In je hčerka že dovolj stara, da lahko kaj pomaga pri kuhi, medtem, ko bo njej mami že dala kaj za kuhati. Sinu pa ne. Pa bi mogli tako lahko. Se lahko on pride, ne vem, mami iz službe skuha špagete. 13-leten sin je sposoben to narediti. Isto, na primer, dati mu zalikati. Se ne rabi zlikati 10 majic, pa jih bo najbrž punca veliko prej pol, ali pa tudi ti bo večkrat dala mami zalikati, ampak pa dajmo reči 5 majic zliki, pa jih bo znal. In si bo tudi kasneje sam znal zlikati. Sej mogoče ne rabi zdaj vsega, ali pa bo pomagal pri kakšnih drugih moških bolj opravilih pri hiši, ampak da zna tudi kakšno tako stvar narediti, da se ne pozabijo mame pol tudi kakšne take stvari jim dati za narediti, glih toliko, da ima občutek, da zna. To je res, ja. Jana, ti imaš tudi, ko imaš otroka, a si imela občutek v nekem delu svoje veze, ne vem, mogoče se to vsem mamicam zgodi. Dajmo reči malo bolj močnim. Mislim tako, pač ne vem, jaz sem tudi karakterno zelo znam biti šarfa, ne, ampak spet, tudi doma se tudi doma zjokam, pa se lahko zlomam, pa rabam enega, ki potegne naprej, razumeš, ne morem. Logično. Ne morem, v službi moraš biti na 100%, zahteva od mene, da sem ne vem, zahteva od tebe, ne zahteva, pač govorim partner, da si ljubica, da si žena, da skrbi za gospodinjstvo, otrok imamo 100% zahteva in pol tako pušneš nekje, razumeš, in rabam enega, ki potegne naprej, ker ne gre. Ne, pregoriš, ampak a si imela občutek, da si sama? Nima veze, če je bil on tam zraven fizično, ampak sama, da sama organiziraš dopust, otroške aktivnosti, ne vem, zdaj se zmišljujem, lekarno, zdravnika, nekaj, da je vse, ne da on ne bi, ampak da si mogoče tudi sama kriva, zdaj se bom na stran moških postavila, da si sama kriva,
ker se ti je zdelo, da boš ti to ful boljš, pa ful hitrej, pa ful uno, pa da je treba ful veliko stvari razlagati prej, ampak je narejen in pa si misliš, da bom sama pust. A veš, da si prišla do tega, da si bila sama za vse utrujena, ampak konec koncev nisi pa spustila tega, da boš sama vse zrihtala. valjda. Si. Seveda sem pa ne samo enkrat. Ker ne vem, mogoče tudi neko to zaupanje sebi oziroma nezaupanje njemu. Ja, dejansko, da bom jaz boljš naredila. Ali zato, ker mama bears, veš, bomo najbolj poskrbele za Jaz svoje bolj čutim, otroke. jaz bolj vidim, kaj narobe, bolj vem, kaj rabi. Pa ženske vem. to smo. Ja, pač, ampak to mislim, da je v nas. U nas je to. Ja. En članek je bil, ki je ena psihologinja ali psihoterapeutka, da nam zdaj pač narobe rekla, napisala, da je glavni problem sodobnih moških to, da jim ženske ne zaupamo. Da jim ženske ne zaupamo, da namesto, da ko nekaj naredi, pa ko se potrudi, pa nekaj organizira, ali to pri otroku ali nekje, namesto, da ga napizdiš, pa rečeš, pa kako si to naredil nekaj, da mu pustiš, pa se vsak iz svojih napak uči, da je skozi, ne znaš težko tako pobrati, mislim, nastroj se zalaufa na 90, ne na 60 tole, mislim tako, da jih dejansko smo jih ful pričakujemo od njih, tako kot je Jana rekla na začetku, po drugih stranih pa bombamo na polno. Ja, dejansko moraš pričakirati pismo. Kako zloži v stroj, oziroma kako da v vrečko za smeti. Veda, da grem popraviti za njih. A veš, Tarlija, glej, kako si to dal, stari, to pa se sam vrečka pisa. To je prav un mama sindrom, se mi zdi, veš, kako ne bom sama. In pol čez 20 minut, noben mi ne pomaga, ne vem. Ti vse sem sama, ampak pričakuješ istočasno, da ti pomagajo, tako. Jaz sem se sam zalotila, ker sem mu rekla, zakaj moram skozi, jaz ne vem, da se nekaj dogaja, pa organizirati, ne vem, neke izlete ali pa neki, pa ne vem, otrok je bil zdaj doma, moj, ki je bil bolan, pa neki, pa pizda, vzem telefon, pa ti na Googlu poglej, kaj delaš z otrokom, kaj 14 dni, kaj moram jaz. Je rekel, pa poglej, pa mi povej, ja, pizda, vzem telefon, pa ti poglej, razumeš, ustvarjanje z slamo, se je vsem preber, pa mi povej, kaj je. Ne? Smo jih navadili, da mi naredimo neki namestnik. Točno to, ampak sem se pa ugrizala v jezik, ko sem rekla, pa daj ti zorganiziraj, da gremo na izlet, daj, briga me. Kamor že rekel, bomo šli, a ne? Ampak pa sem se pa usedla v avto, pa sem bila tih, sem se usedla v avto, pa sem začela že pizdakati. Zakaj? Pa ti ne veš, da je premrzlo za avtomer za otroka, pa je minus 14, pa pljučnico imel, pa sama sebi sem slep stisnila, razumeš? Ja, točno to je. Tu smo grozne po eni strani. Meni to po eni strani je res smešen, ker pol mu pa daš proste roke, pa nared. In pol res naredi, ampak ne pomisli na to, pa na to, pa na to, pa na to. Ja, ampak to je naš problem, ne njihov. Ja, naš, ja. Ker si nekaj v glavi že ustvarjamo, ampak smo na te donosti, a veš. No in tudi jaz pa Peter vem, da smo bila enkrat. In sem bila na te donosti splanirali z menj, ki pa rekel, bi šla v kino, pa pol v Mehiško, sem bila A vidiš? pa če bi šla, Ne, da si prepustiš. pa če bi šla, ne vem, na bowling. Meni to danes pa še, ok, greva, smo bila super. Ja, moramo se kdaj ugrizniti v jezik, pa pač jim pustiti tisto, kar so oni splanirali, pa pač me zdravo vzeti še 3 stvari več, da bo tako, kot treba. Moj prav se mori, ne? Predstavljaj si, da se on ful trudi, pa planira. Sigurno. In pol tako šamar za dobro. In zakaj bi se pol naslednji sploh še trudil, ne? Če mu že takrat takoj, pa ni bilo dosti dobro to, kar sem se potrudil. Mogoče pa če mu te prvič rečeš, da je ok, pa mu daš občutek, da se je potrudil, da je dobro, bo naslednjič se pa še bolj, ali pa mu bo to večji zagon za naprej. Same sebi delamo probleme. Ja, v bistvu smo ugotovili logično. Smo isto moški problemi. To spet. Bravo, Lara, mislim, da bo ta stavek citat nekje. Priznale. Ne, pa jaz se strinjam, da smo problem mene pri teh fantih, ki jih jaz poznam, pri večini moti samo to, oziroma ne pri vseh, ampak pri teh, ki poskušajo biti pa mačistični, ki so šli pa zdaj v drugo skrajnost, da ne bojo kao kvazi poženščeni, da ne rabijo to dela, da ne rabijo ono, da ne rabijo, da puščajo vse tebi, ker je to po liniji najmanjšega tvora. Sem zaradi tega, veš. Mislim tako, ta stereotip, da ženska možu pivo prinese, pa jaz mu ga z veseljem prinesem, ne? Ampak da možu pivo prinese, da je on na kauču, medtem ko ona bila v službi tako kot on, ne? Da je to nekaj normalnega in da ne on reče, to so ženske stvari, ali pa ne vem, jaz mu rečem 5 skopati otroka, ali pa ne vem, tako zdaj to je bolj žensko, pa tako, lej stari. Ko je treba travo pokositi, jo grem jaz tudi. Ko je treba, ne vem, ja, no, mislim, a veš, mene je foter moj tako vzgajal.
Mi smo betonirali, jaz sem tudi cement nalagala. Ja, no pač oprosti. Ja, ne, drugače moraš na lopato, pa gora, veš, v mešalcu, ampak dobro. No, ampak jaz sem morala, zato ker je pač rekel, probaj, valjda nime zdaj gnov tisto fizično, če nisem mogla dviganta, ne, da ne onač, ampak tako, morala sem in pač pričakujem, da bo tudi on nekaj naredil in ne, in zdaj tle pa je highlight men pri teh določenih fantih, ki pa mislijo, da jim bomo pa za to hvaležni. Zato, ker je on kosilo skuhal, pa posodo popravil, pa ne vem, pa pospravil nekaj, pa prah pobrisal, ja. Je normalno pač. A veš, ta del je danes, ta del moje frendice govorijo, da je sporen, da potem, ko pa nekaj naredi, pa itak mora prej beba popizdi, da nekaj naredi, Ja. da potem pa misli, da mora biti pohvaljen, tako oprosti. Pač, ne? Sem verjetno je bil doma pohvaljen, ne? Najbrž. Vse izhaja zmeri iz vzgoje, iz družine in te vzorci se pol vlečejo naprej. In najbrž doma, če je pač pospravil krožnik za sabo, reka mama pridem. Ti si pa res zlat otrok. Kaj bi jaz brez tebe? Mislim, če ga je sam, verjetno ga ni, ampak ajde. Ali pa enkrat, ko se je zgodilo. Kako pa ti dobro kuhaš, moj bog. Moj pa zna preživeti, ne? In pač je navajen, da se ga pohvali, ne? Ti si naš mali živko, pač. Ja, vidim, glede na svojega mlajšega brata. Sklepam to, pač vrže tiste špagete, pa bolognese špara in jo, koliko naš Luki dober kuha, a si probala, kaj Luka skuhu? Ja? Ja, lej. Kdaj je rekla, ko si špagete bolognese naredila? Enkrat me je pohvalila, da sem ful lepo pospravila. In pol me ni več hvala, in pol nisem več pospravila. A vidiš, to je ta fora. Ker se odzivaš pol na pohvalo. Ja, je pa res mogoče razlika, tako kot si ti prej razlagala, med sodobnimi moškimi, ki odraščajo še danes na vasi, pa tistimi, ki odraščajo v mestih. Ker imajo čist drugačne, se mi zdi, prioritete. Ker jaz sem isto tako iz vaškega okolja in itak pol s študijem prideš v mesto in tam srečaš milijon različnih ljudi in se pogovarjajo z različnimi ljudmi. In imajo res drugačne prioritete tudi te moški, ker vseeno se mi zdi, da so te iz mest navajeni, da ko je treba nekaj popraviti, pokličejo enega. Ker imaš na dosegu roke vse. Ker bo en prišel pa bo zmontiral TV na steno ali pa prišel zmontirati police, ko je meni bilo neka taka stvar, da pa se to pa sam narediš. Mislim, jaz bi se tudi sama lotila. Pa sem ženska, pa nijem zdaj toliko pojma o tistih bormašinah, ampak sej pogledaš, pa vprašaš pa en YouTube video. Do soseda prelukneš, ampak pustimo zdaj to, ja. Ti bomo zaflikali. Mislim, se da rešiti, ne, tako take stvari. In se to pozna, zdaj pa sodobni moški na vasi, kaj to pomeni, ali pa v mestu, se mi zdi lahko ful velika razlika. In tudi te ozke hlače, pa rihtanje, pa koliko ti je pomemben videz, ko kam greš, se mi zdi, je mogoče še bolj prisotno. Samo to je bolj v mestih. Ampak a so po ženščini pol ti v mestih? Ja, veš, recimo, če bi enega fanta iz vasi vprašala, kaj si mislil o enemu moškemu mestnemu, ki ima te ozke hlače, pa Armani, pa to bi rekel, taj peder. Ja, res? Ja. Sej imaš to tudi na vasi, ampak se mi zdi, drugače, ja. Drugačen način. Mislim, takoj si označen, tako kot je Lara rekla, ne? Takoj si, kak pa si? Kako se pa ti oblačaš, kako pa zgledaš, halo, kako pa si upajse, so vse dovolj vojska te gleda skozi oko. Skoraj, ker nisem zamazan cel od blata. Ja, ampak samo problem teh tipov, ki so pa na vasi, zdaj res smo šle v skrajnosti, je pa to, da pa so še vedno ful preveč mačistični. V velik pogledih. A veš, zdaj smo rekli, kao ti mestni fanti, ampak je pa doskrat, da če so dobro vzgojeni, da znajo doma prijeti za vsako delo, da se znajo pogovarjati. Oni se pa ne znajo pogovarjati. Mislijo, da bojo, ne bom rekla z nasiljem, ampak s fizično nadvladali ženske. A veš, tako je, dve skrajnosti so se naredile. In zdaj, kje tle najdete nek... Težko. Eni fini miks mora biti med tem obojim, pa je pol... Samo meni se zdi, da se to manjša, veš. Kaj manjša? Da tudi na vasi ni več toliko tega, bom rekla, mačističnega pa tega. A da ni? In tudi fantje niso več toliko zelo, vseeno, tudi na vasi se zmanjšuje ta delež, da so sposobni vse narediti sami. Tudi, ja. Kar se malo ne da, tudi ni več. Ker konc se tudi mesto širi, malo ven, internet je z vsem dostopen, časi se spomnim pač na vasi, ker sem tudi jaz vasi, ne, kaj ni bilo to, kakorkoli si bil prisiljen vse sam, zdaj imaš pa pač, koncu daš na YouTube pa pogledaš ali nekaj. Pa tudi veliko ljudi na vasi zdaj živi, da sem pač so tam, nimajo pa ne vem kmetije ali pa kakršnega koli, da bi rabili karkoli. Hodijo v službe pač in prijedo domov. Hodijo v Ljubljano, se vozijo vsem. In so bolj v stiku z mestom.
Tako da se Ja, mogoče mogoče. malo manjša ta razlika. Ja, meni se recimo zdi pri teh sodobnih moških, ki so na tak ne dober način sodobni, ampak tisti, ki so malo bolj Ti, ki so pusi. Ti, ki so malo bolj preščeni, tako. Pač sej razumem, da ne boš šel v bager pa zgraditi mi hišo, okay, ampak eno polico namontirati ali pa nekaj in če pač ne bi znal kakšnih takih stvari, ali pa da mora nekoga vprašati ali pa klicati ali pa ne vem, takih osnovnih, kar bi se tudi jaz lotila, no, mi ful padejo v očeh tako, kar se tiče seksapila, pač ni mi privlačen več tok. Ja, a ne? Ker ni dec. Meni tudi ne. Ja, A pa mislite, da bi vaju slabše zadovoljil? To ne vem, ampak recimo jaz tudi, ko gledam na TikToku, pa gledam Ja. te moške, ki plišejo, pa veš, ko so mi seksi, ampak sem tako, ne pa imela tazga tipa. Pač, A ne? ko rečemo ta zakreče, kam imaš ta TikTok brez veze, kaj to Ja. dan, a veš? Ker res so na ti... pa da se ne ukrega z njim, ne, to je dober. Ja, To je dober, pa ne more biti tak, pa to je lepo, no ne, to je vse grdo, ne. Pa da pol se malo strinja s tabo, pa no dobro, se jaz verjamem, da ga ti znaš dobro uporabljati, ampak vem pa, da obstajajo tudi kar neki ljudje, ki kar neki delajo. Ja, točno to. Pač meni všeč, da je tako malo grampi, da je uno zraven mene, da sem jaz učiteljica sveta in on me pol naral na tla Da ti pusti, ja, da ti pusti malo. Da te zna zagrabati tako in drugače. ne? Tako. Ja. Tako. Da jaz brihtoleriram, pa da sem pametna, pa da mi pusti, ampak ko pride pa do posle, da pa nisem več pametna, pa da Do whatever you want. tako. Tam pa je lahko tisti mačistični del, Ne če vem, imaš, ti si zdaj šef. Zdaj pa imaš svoj moment. Ja, pa se je res tako. Da pač kar naenkrat ratajo, če ratajo taki soft. A veš, to je To pa še, a bi tako, ne me sprašvati. delaj. Sem. A ne? Ja. Delaj. Ja, veš, kaj pa meni, recimo, odbil, če bi bila samska, pa bi zdaj iskala. Ja, ne? povej, no se to sem hotela reči. Ja, Kaj bi iskala? Jaz gledam ti tipe, oni imajo tako prozorne majice, tako prozorna, da Kje se pa vidi. hodiš ti? Pride na radio, recimo, tudi, in se pokažejo. Prozorne Aha. majčke, see-through topke, une loaferke, tiste, ali pa tiste te kratke hlače, pa une Ja. loaferke. Ja? Tako mi je ono, kva je to, no, mislim. To so ti artisti. Ure vse neki, mislim, ja. Pa ne to tako, pa greš pa ven, vse to take vidiš od zunaj, Ja. ne. Ja. In to, mene to ful odbija, ne. Recimo, jaz to ne bi mogla. Mene ta moda, mene čist katastrofa, ne. Meni pa ta meh energija. Ne bi Vse mogla. je Kera? tako. Ja. Brez veze. Jo, ne ve, ali bi se usedel na levo, ali na desno, ali na stol, ali na kavč, če bi pil to, ali ne. Vse je ful brez ve. Brez odločnosti. Sami sebi odveč. A veš, ja, če ti je pač všeč, da piješ, ne vem, breskov sok, smetano pa piga, ne? Pa navadi si ga tako, ja, jaz bom pa breskov sok, smetano. Ja. Meni je to dobro, ko? Ja. A veš, povej pismo. Ne pa ta, joj, ne vem, a bi živel ali ne bi živel. No to. In pa si predstavljaš, s to energijo pride do ženske. Ko so tako, ne? Malo bi, malo ne bi. A valjda da ni nič pol, ne? Ma kaj bi, ali kva. Moja kolegica je bila vedno dejto, ne, vse je bilo v redu, vse super, ful sta se ujela, tip je bil hud, pa rekla, sam pa naročila za pit, ne, je pa on naročil kakao. Kjer tip še pije kakao v lokalu? Rekla, mene čemu je ni bilo. pasal? Ne bogi, no, vidiš, še kakava ne morajo spiti v miru, a veš, je že uno, pusi. Ja, veš, To je res, do tega so Značen za pusi, ja. Bogi. A veš, a po drugi strani nočemo alkoholiko. Ja, nočemo krozlo, ampak kakava pa revaš na smi pit. Ja, pa vroča čokolada. Ja, ne vem, moje je tudi v isti rang, ampak prav rekla kakao. Tako, ja. Tam je težko. Jaz se prav spomnim, po eno bivšemu tipu, da je bilo tako, da se je kao ful trudil, zato pa pač niso več skupaj ful trudil, se pa pogovarjal, pa bil prijazen, pa nežen, pa neki, pa jaz pač ne maram tega zares, ne. Ne, ampak ne, sej, to je hinavsko, mislim, to je dvolično, a veš, po eni strani želiš to, na momente potrebuješ, on mora zadeti moment, kdaj to potrebuješ. To je to. V drugem momentu, ne, ampak tako, veš, in je bilo cel dan, je bilo tako vse, je bilo pa še medlo, pa nisi vedel, kako bi se usedel, pa tako je neki, a veš, potem, ko je pa prišel večer, je pa pač hotel, ne, da bo akcija. Pa sem si mislila, sem še na Joškico te lahko dam, pa položim spat, pa za dečkam, razumeš, zgubijo to, kar si ti rekla, zgubijo fucking vse, mislim, tako bo tec, a ne more biti tak. Nam Ne je more biti. privlačno to, da je moški. Ja. Ja, sem da pač oprosti, da ni agresija, da, ni Ja. da ne poskuša biti, ampak tako. Povezano s to varnostjo, da imaš nekoga stari, ki bo tam kdaj namesto tebe, ki ti bo pomagal. In če se tako obnaša, glede čist nepomembnih stvari, ko bi bilo pol, ker je res prava situacija, ko moraš ukrepati pa odreagirati takoj, ne? Ja. Ker Ne moramo moreš tlele, čakati, bi, pa- ne bi, ne? Če bi bila samska, kakšen bi mogel biti tvoj tip?
Ja, kako ne rečem, ja, bolj možat, kot si ti rekla, neko mesto, da se lahko vsem pogovarjam z njim, ampak pač, da je dec, da pač me zna prijeti, da me zna nekako, kontrolirati, kako ne temu reči, da mi zna na realna tla spraviti, ker včasih pač ful sanjam, kakšen bi mogel biti svet, pa vse je lepo. In recimo moj zdaj je več kot ono, da je Laromir se pač ni tako, da je pač tako pa tako je. Okay. Svet ni to klepo, ker ti misliš, in pa sem kako si ti nesraman, pa da je pol pregovarjanje, to je meni všeč, da je skozi neko prcanje, pregovarjanje, da me prca, da me tip prca, to je za me dec. Ampak da veš, da te ima aparat, ne, da ni. Da ni ono tako, kot boš ti rekla, greva tako, kot boš ti, da bova jela to, kar boš ti. A pa da če mu kaj ne paše, da je ne, ni mi to všeč. To je izziv. Sicer pol se skregaš, ampak je gušt se skrega takrat malo. Res, ko se ne skregaš za res, ampak tako samo, ko gledaš, da je kontra, ampak ja. Meni je to prcanje, da je moški pač malo prca, pa da se ne strinjava skozi, ampak vse najdeva neko zlato sredino, meni je to top of the top. Najbolj privlačen je kompromis, ki ga na koncu dosežeš, ker veš, da on je imel svoje mnenje, ti si imel svoje mnenje. Ampak se mora biti in pol sta oba, prideta skup in pol tisti moment, ki je tisti kompromis dosežen, je pa točno to. Ja, ampak se mora biti malo več tvoje. Ja, čisto malo več. Zmanipuliraš. Čisto malo več zmanipuliraš, da je malo več. To je ono, mosta, ne? In si prehajata nasproti na sred mosta in pol tisti malo več, da mu skočiš ti v naročje in si malo več. Ja, malo več. Ja, na kakšnega tipa bi iskala, če bi ga zdaj mogla iz nule iti štartati? Pri teh letih, a ne? Ja, ne. Čakaj, vprosti to je. Zdaj bi čist drugačnega, kot 20 let nazaj. Ja, se to vprašala. Kakšnega? Mi smo, veš kaj, da se znamo pomeniti, skratka komunikacija, da je odgovoren, da vem, da je tanka harabem, pa humor. Stara, to je meni ful pomembno. Da ful enih stvari se reši čez smeh. Ja. To mi je tako ful dobro. Da tudi, če sem jaz spizdana čist, da on me zna obrniti v smeh. To je pa master. Pa da takrat, ko pa res ni trenutek za smeh, da pa to pogrunta, pa da ne proba. Kakšnega tipa bi iskala? Jaz vem, kakšnega ne bi. No, dej. Vsi see-through majčki v loaferkah, v prekratkih hlačah, ki pije kakao. Hvala lepa. Ki pije kakao. Ja. Ne, nočem, da je kronzal, ampak lahko kaj drugega pije kakao. Da ima saj Baileys noter. Kaj pa babičino? Babičino, to obvezno. To bi mogel piti. To vem, da bi ima pa ta, veš, dar očetovski. Veš, vedno, res pa hva je babič. Moj ati obožuje kakao. Prav dec. Oh my god. To vidiš. Pa če nimajo preprosto radi mleko, pa s čokolado. Tudi moj oči mislim, da pije kakao. Vidiš, Barbie pa nima rada moških, ki pač imajo to radi. Ne, se nisem, da moja kolegica bila taka. Ja, probleme. Ampak ja. ti? Kvaja sem. Se tle je nekaj več, ker zelo ne veš, kaj brati. Mislim, vem, kaj bi rada tisto, tako, kot ste rekli, ampak tako, stari, to najdati, pa biti pripravljen spustiti tudi svoj ego, takrat, kaj je treba, je fucking, mislim, jaz tako dam en aplavz tipom, da so nas sprejeli, take, ki smo, ker pač smo močne, ful bolj, smo močne in da nas znajo handlati, sem tako, jaz bi jim rekla, please, sem ne pozabite, da ste deci. Sem ne pozabite in tleskante, ne dobesedno, ne rabite, sem udarite takrat, kaj treba, ker pač vsem smo punce, vsem rabimo varnost, pa vsem se zgubimo. In nočem biti doma Hitler, ja, to sem že v službi. Nočem biti doma, rabam enega, ki bo stvari pač znov prevzeti na mest mene in da jaz vem, da bo it's gonna be okay. To. Tako da, Lara, kaj pa je zdaj naslednja tema? Mi smo še kaj vprašali, kakšnega bi kaj? Vas ne zanimam. Ne, pa se po mojem, da ste ve zelo lepo povzeli to, kar se tudi jaz strinjam, oziroma kar tudi jaz mislim. Komunikacija je ključ, to, da jaz vem, da je pripravljen rasteti z mano in se učiti, spreminjati, če je to potrebno, neke vzorce, to, da vem, da je pripravljen. Tudi če ne zna takoj. Sam, da pač bo delal to, kar bom tudi jaz krval, da tudi jaz bom na nekih stvareh gradila to. Tako da ja, naj bojo sodobni moški, pa voljno. Pred dihom nekih drugih časov. Ja, malo unga vintage še zdravo. Vintage, ja. Larči, kaj je naslednja tema? Prvo bi se ti rada zahvala, da sem danes vedela, kaj je tema. Sem mogoče za naslednjič ne veš.
Ja, upam, da bo ta oralni seks naslednji teden. No, pa Jana ostane klep. Dajte mi še kaj za pik, prosim. Ej, ni oralni seks. Imaš mojega. Ni oralni seks. Kaja bo, kaj ga spi, zato ker Kaja je dan zadnjič pametna. Ja. Si znam, že ona pa zmer pametna. Kaj Se v blondinkah. Ne. Ne, modrostne zobke dam ven, pol bojo šla vsa modrost. Ne, pol še la dobiš. Ostanejo te lukance, pa res gre noter. No, vidiš, pa naslednjič. Ej, naslednjič je tema blizu. Ja. Lahko tudi to doživiš pri oralnem seksu, se pravi, kaj je tema? Nisi še doživela? Kaj je orgazem? The big O. Orgazmi se bomo pogovarjali. Ja. Tudi Okay. pripomočke bomo zrihtali. Lahko uletiš. Ja, tu pa prišla, ja. Ej, Sem pogledala, če to zganja. Se bomo Kaj bomo- evaluirali. Kaj bomo sprobali, tako da ja. Okay. Bomo vse povedali, malo kako, kaj, zakaj, kolikrat fejkamo. Tipi lahko vejo, da fejkamo. A je lahko seks brez orgazma za žensko boljši kot seks, kjer na koncu doživi orgazem, a je lahko enakovreden temu seksu. In dobimo še posebno gostjo, ki ima zelo veliko izkušenj, da temu tako reči, na tem področju. Mislim, da vem, Pa upam, da bom zrihtala nekaj zate, da se boš malo šejkala. Čekala. Na tvoj ukaz mogoče? moj ukaz, točno to. Prej je imela dalinca. Ej, vidimo, hvala, čau. Ciao. Tisti dnevi v mesecu.